tako da, ampak ne bi dolgo, ker se jim dobi, ker imamo problem mize čez 5 minut. Dajmo se čez tem zlasti na migrantsko krizo. Ja, no, vse to vam bom povedala tudi glede stališča sveta, kjer je predsednica, tako da. Kdo začne? Ne, Imamo? Torej, gospa Fajonova, delujete v Evropi, v Bruslu, v Strasbourgu, ali je Evropo strah nestabilnosti, ki se napoveduje zaradi migrantske krize in pa predvsem usode nemške kanclerke Angele Merkel? Moj občutek je, da so verjetno te tedni do marca precej ključni, v katero smer bo šla Evropa, kaj se bo zgodilo z reševanjem in varnostno na zunanjih mejah Evropske unije, ali bo zdaj ta solidarnost, ki je dejansko ni, ukrepi, ki dejansko ne delujejo, ali bo to vse postalo preteklost in kaj bo to pomenilo. Nove meje, še več meja, velika gospodarska škoda, še bolj skrhani politični odnosi, sodelovanje in mogoče razpad Schengena, zatem pa zelo negotova Evropska unija. Dejstvo je, da mesece poslušamo praktično iste razprave, da imamo na mizi ukrepe, ki pa jih evropske države v resnici ne izvajajo, da imamo več skupin ta hip držav v Uniji, ki preprosto ne naredijo nič. Ali pogledamo Višegrajsko skupino, da narašča na drugi strani velika nestrpnost, ksenofobija, neka nacionalistična nevarna retorika in da se voditelji zelo zapirajo vase. V tem trenutku imamo še zelo težko vprašanje na mizi, britanski referendum, vse to bo zaposlovalo v naslednjih tednih močno in obremenjevalo te odnose, ki so tudi med državami ta hip močno načeti. Ampak glede na to, kar ste rekli, ves čas se govori o neki nujnosti, neke skupne evropske rešitve, pa je ta v bistvu po vsem tem sploh možna? Težko je možna, ampak v resnici jaz si ne želim tu pasti v neki pesimizem, ker če do marca vsaj eden od ukrepov, ki je ta hip na mizi, ali so to registracija beguncev na zunanjih mejah v Grčiji, akcijski načrt s Turčijo, kamor Evropska unija zdaj dodeljuje 3 milijarde evrov, če vsaj nekaj od tega ne bo začelo delovati, potem mislim, da je vprašanje Schengena resno ogroženo. Že zdaj marsikdo pravi, Schengen je mrtev, Schengen je v komi, jaz se s tem ne bi strinjala, zapore so ta hip začasne. Je pa res to, da če ta odgovornost ne bo nekako stopila v ospredje, da to ni problem Slovenije ali drugih držav, da imamo tu v bližini zelo destabiliziran, politično občutljiv Zahodni Balkan, da bo prišla pomlad, da migrantskega toka ne bomo mogli zaustaviti, dokler ne bodo vojne oziroma revščine odpravljene. Potem vprašanje, kaj to pomeni za prihodnost Evropske unije. Ja, lahko nas skrbi, posebej, če vidimo retoriko na eni strani institucij, ki poziva evropske vlade k odgovornosti, na drugi strani pa precej nacionalističnih egoizmov po vseh državah, ki vodijo v povsem drugo smer. Pa bo Angela Merkel po vašem mnenju preživela pomlad? Jaz mislim, da Angela Merkel bo preživela, verjetno pa rezultat na volitvah gotovo ne bo njej v prid. Dvomim pa, da bi to zamajalo njeno kanclersko mesto, ker koalicija bo obstala. Jaz si skoraj ne predstavljam, da bi jo že po marčevskih volitvah dejansko kdo v resnici nasledil. Je pa to, če bi se to zgodilo, ker tudi v Nemčiji zdaj močno narašča nacionalistična stranka, če bi se to zgodilo, pa se jaz bojim, da imamo, glede na to, da je kanclerka odigrala eno precej humanitarno vlogo, kakorkoli gledamo, da je to velika nevarnost tudi za vse nas. Hvala. Hvala.